Vsako leto organiziramo srečanje vrhunskih gospodarstvenikov Slovenije z namenom, da ocenimo, kje se trenutno nahajamo, kakšne so okoliščine poslovanja in kaj bi lahko naredili bolje. Zlasti v prvi polovici letošnjega leta smo mnoge zakone pripravljali in sprejemali nekoliko prehitro. Bilo je sicer potrebno marsikaj hitro odločiti, vendar naglica pri pripravi in sprejemanju vedno povzroča tudi rizike. Naša ocena je, da se razmere v Sloveniji ne spreminjajo, da se celo poslabšujejo pogoji poslovanja, da so razmere bolj zaostrene, kot so bile, in predvsem, da te spremembe, ki bi jih morali sprejeti, ne samo reforme, ne samo te ključne teme, kot je recimo slaba banka, pa potem tudi upravljanje državnega premoženja, ampak tudi ti mali koraki na področju odprave administrativnih ovir, trga dela in podobno, da se vse to spreminja in sprejema prepočasi. V Sloveniji gre predvsem za krizo zelo zadolženega gospodarstva, ki je bilo navajeno v bistvu vse svoje razvojne projekte temeljiti na kreditih in manj na kapitalu. In seveda, ker je premalo kapitala v Sloveniji, pomeni, da ta podjetja niso več sposobna za sodelovanje z bankami in ker pa hkrati tudi niso sposobna odplačevati od prej najetih kreditov, so prišle banke tudi v krizo, ker imajo zdaj prevelik obseg teh slabih kreditov, tako da gre res za eno zelo prepleteno in kompleksno zadevo. In mene, bom rekel, celo malo žalosti, da danes ni bilo kaj dosti govora o problematiki financiranja slovenskega gospodarstva. In se sprašujem, ali je to sploh problem? Jaz mislim, da je problem. In je eden ključnih problemov teh težav, ki jih v tem trenutku imamo, in projektni je na mizi, skratka sanacija bančnega sistema. Jaz mislim, da je poslanica oziroma poslanstvo tega današnjega skupa to, da država oziroma ministerstva in parlament res to premisli, da napravi delovnopravno zakonodajo takšno, kot jo mi rabimo. Mi smo danes govorili o konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Govorili smo o tem, da podjetja s tujim lastništvom odhajajo iz Slovenije. Zakaj? Ta zakonodaja ni dobra, pa ne reče samo delovnopravna zakonodaja. Tudi birokracija, tudi kar se tiče prostorske zakonodaje. To res moramo spremeniti tako, da bomo res prava evropska dežela. Spoštovani delodajalci, mi vas skozi delovnopravno zakonodajo želimo prepričati. In prosim, da se tudi sami neposredno iz zakona ali pa predloga prepričate o tem, da vam omogoča v prvi meri prav to, kar želite. Da prilagajate število in delovno silo vašim poslovnim potrebam, da prilagajate število zaposlenih zelo hitro in zelo preprosto poslu, ki ga imate. Če dela več, lahko zaposlite več, če dela manj, lahko zaposlite manj. Pokojninska reforma, mislim, da tudi, če gre tako, če ni denarja, treba se sprijazniti s tem, da treba tudi magari delovno dobo podaljšati. Jaz nisem proti temu, da bi tisti, ki je zdrav, ali pa tisti obrtnik, ki gre danes v penzijo, zakaj ne bi svoj obratovalnico imel tudi naprej? Seveda, ali da se zamrzne, ali pa da seveda dobi svojo penzijo zraven, vse ostale dajatve, ki pa zasluži, dodatno so pa itak obdavčene. Prejšnji teden je Poljska predstavila, kako so oni izvedli pokojninsko reformo. Oni imajo 3 stebre, v drugem stebru in v tretjem stebru, v drugem predvsem so obvezna vplačila, ko morajo podjetja za svoje delavce vplačevati. Veste, na ta način se en del sredstev formira resnično dolgoročno, ker se predpostavlja, da se 40 let vplačuje, če vzamemo za enega mlajšega, in šele takrat se lahko iz tega začne izplačevati penzija. In skozi to se ustvarjajo najbolj žlahtni viri domačega kapitala, ker ta sredstva potem grejo v enem delu depozite v bankah, enem delu te pokojninske družbe lahko vlagajo seveda tudi v gospodarstvo in tu gre za dolgoročni nacionalni kapital. Gospodarstvo ne pristaja ob današnji proizvodnji in prodaji na zvišanje davkov in prispevkov v škodo gospodarskih družb kot posledica nove prerazporeditve korist socialnih transferjev. Vse bonitete, ki smo jih po osamosvojitvi dodali našim zaposlenim, so danes problematične. To treba napraviti res, treba napraviti reset tipko in seveda napraviti takšno zakonodajo, da bomo imeli delo mi kot delodajalci in seveda, da bomo lahko tudi zaposlovali te ljudi, ki so danes na borzi, ali pa varovali delovna mesta, ki jih danes tudi še posedujemo. Če reforma ne bo prava reforma, če bo to samo polovična reforma,
če ne bo v resnici zagotovila fleksibilnejšega trga dela, če bo celo morda prinesla neke dodatne ovire in neke elemente bolj togega trga dela, potem je boljše, da je nimamo. Jaz mislim, da je to ena od tistih stvari, pri katerih je treba iti do skrajnega roba tveganja referenduma. Morda celo boljše, da gre zakon na referendum, kot pa da sprejmemo nek zakon, ki v resnici sploh ne bo predstavljal reforme. Velik ukrep bi bil že to, kar smo danes slišali na področju vizumske politike, da bi se tukaj sistem liberaliziral, ne samo za turizem, tudi za poslovneže, je to zelo velika ovira. Ruski gost izredno enostavno vstopa na Hrvaško in vsi te, ki so v Istri oziroma nekje v Kvarnerju, bi nedvomno obiskali tudi Postojnsko jamo in to je birokratska ovira. Schengen ne vem, koliko bo to pomagal in zato smo apelirali na politiko, da uredi čim bolj enostavno vizno politiko in pa še druga stvar, ki je za turizem zelo pomembna, to so pa vinjete. Mi moramo paziti, da nas ne bodo gosti, ki odhajajo, ker Slovenija je tranzitna dežela, obhajali ali preko Avstrije ali preko Hrvaške. Zamudili smo veliko priložnost, ko smo se zapirali v meje Slovenije in ne odhajali korporacijam in iskali in ponujali, bom rekel, možnosti za tuje neposredne investicije, za razvoj, za sodelovanje z slovenskimi podjetji in ne nazadnje za nova delovna mesta. Jaz sem daleč od tega, da je bila zagovornik kakršnekoli razprodaje slovenskega nacionalnega premoženja, ampak sem pa zelo za to, da pa v Slovenijo pride več tujih investicij kot do sedaj, zato ker se mi zdi, da bo s tem prišlo tudi novo znanje in da bomo mi tudi to, kar zdaj že v Sloveniji obstoja, uspeli preplesti, veste, še z novimi znanji, z novimi izkušnjami in bo vse skupaj dvignjeno na en višji nivo. Kar pa je posebej v veselje mi bilo videti, da sta programa Investu Slovenija in pa International Investors Network, ki ju vodi VZMD, dobrodošla, da sta tudi že obrodila v 4-letnem obdobju kar nekaj sadov, da so predstavitve padle na plodna tla in upam, da bomo lahko v prihodnje zelo dobro sodelovali in še bolj izkoristili potenciale, ki jih ima VZMD v mednarodnih odnosih in institucijah, ki so povezane z investitorstvom, malimi delničarji in uporabniki finančnih storitev.